Monografijo preobrazbe mesta, zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice so minulo sredo predstavili še v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. O knjigi, ki je decembra lani šla pri Zgodovinskem društvu dr. Jožeta Korobca v Slovenski Bistrici, se je z avtorico dr. Simono Kostanjšek-Brglez pogovarjala Jana Jeglič. Simona, najprej pa me zanima, odkot pravzaprav ideja za takšno obliko predstavitve mesta? Ideja se je porodila kmalu po pripravi spletne razstave preobrazbe mesta. Takrat sem začela v bistvu sistematično zbirati gradivo in sklenila sem, da bi to razstavo nadgradila, razširila in jo izdala še v obliki tiskane publikacije. Kako dolgo pa je knjiga nastajala oziroma koliko časa si vložila v zbiranje tega gradiva, v pripravo knjige? Knjiga je nastajala precej dolgo in postopoma. Kot je Jana že uvodoma povedala, segajo začetki v leto 2010, ko sem pripravljala diplomsko nalogo, v kateri sem se ukvarjala z sakralnimi spomeniki, kjer sem umetnostno-zgodovinsko predstavila vse cerkve v župniji. Potem sem se ukvarjala z drugimi temami, z sodobno umetnostjo, ampak vseeno pa sem vse skozi gojila to ljubezen do starejše dediščine in do dediščine na širšem slovenjebistriškem območju, tako da sem v bistvu vse skozi izdajala neke krajše članke, notice in ta knjiga je v bistvu skupek teh raziskav. Prejle sem že nekako omenila nekatere od virov, ki si jih uporabljam, ampak kljub vsemu, če morda se še enkrat spomnimo vseh teh virov pri tvojih raziskavah. Uporabljala sem številne pisne vire, ki sem jih pridobila iz osebnih arhivov. Gre za razna pisma, dopise, pogodbe. Pomembni vir predstavlja župnijska kronika, Steletovi terenski zapiski, najpomembnejši pa so materialni viri, spomeniki sami, arhitekture, kipi, slike in tako naprej. In pa tudi zelo pomemben vir, številne razglednice in fotografije. Dogodek je popestril učenec Glasbene šole Slovenska Bistrica.